Živijo Jesenice. Moje ime je Marko Lukan, večinoma to v glavnem vsi veste. Jaz sem lastnik in izključni avtor spletne strani jeseničan.si. Pred časom, mislim, kakšne 2 meseca, natančno 2 meseca bo od tega je, ko sem spletno stran malo prenovil. Prej ste na njej našli lahko samo intervjuje z nekaterimi zanimivimi Jeseničani. Pa moram reči, da je bilo povprečje teh intervjujev takole, če malo čez prst rečem, 1 na mesec, pa najbrž niti to ne. Potem sem razmišljal o tem, kako bi naredil vse skupaj malo bolj zanimivo, malo bolj aktualno, z večjo fluktuacijo člankov, obiskov na spletni strani in tako naprej, in sem spremenil celoten koncept spletne strani. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem začel vključevati razne novice, ki se tičejo Jesenic in okolice, nekaj tudi širše gorenjske regije. Seveda sem nadaljeval tudi z intervjuji. Prav nekaj dni nazaj sem objavil enega, za katerega moram reči, da mi je zelo pri srcu. Tisti, ki ga niste še brali, dajte si to poiskati na spletni strani jeseničan.si. Je intervju z enim izjemnim mladim glasbenikom z ekstremno zanimivo življenjsko zgodbo. Imenuje se Windgard Delta Blues, tako da dajte to pogledati. Kaj hočem povedati? Pred 2 mesecema sem zapisal, da je moja spletna stran, se pravi online, od februarja 2017. Takrat je bil na njej predstavljen prvi intervju. V 2 letih je bila klikana približno 30.000-krat. Potem, ko sem spremenil koncept, se je zdajle v 2 mesecih pojavilo še 15.000 obiskov, torej polovico od tega, kar je bilo prej 2 leti. 45.000 obiskov je zdajle bilo. Ni to nek optimalen rezultat, da se tudi boljše, ampak v zadnjih dneh jih je takole kar po 1000-2000 na dan, to se mi pa zdi lepo. Zakaj pa tole snemam danes? Že danes zjutraj sem objavil en prispevek, pa še enega bom najbrž, nameraval sem še enega objaviti v zvezi z rojstvi v jeseniški porodnišnici in tako. Ampak nenadoma so se pojavila neka nova dejstva, neki novi podatki, zaradi katerih sem se odločil tako, kot bom pojasnil v nadaljevanju. Namreč, če človek sprocesira toliko člankov, če objavlja toliko tekstov vsakodnevno, potem to seveda zahteva nekaj časa, nekaj dela, konec koncev tudi nekaj stroškov. Moram reči, da vseh teh 45.000 in nekaj obiskov doslej zame ni pomenil kakšnega profita. Kar se tega tiče, imam mirno vest, dobri 2 leti sem poskušal, nekoč je pa treba reči bob. Raven kar danes, zdajle zjutraj, sem izvedel neka dejstva, ki so me prepričala, da sem se odločil. Kaj hočem povedati? V te svoje članke najbrž ste opazili, pogosto montiram kakšno reklamco. Te reklamce so plačane tako zelo bedno, to plačuje Google. Prinesejo mi dobesedno po nekaj centov na dan. Če imam obiska, ne vem, 2000 na strani, znese tudi kak evro, ampak dajte mi vi povedati, da ste pripravljeni delati za 1 evro na dan. Mislim, da je to neproduktivno početje. Včasih dodam članku tudi tam en knof, če ste ga opazili, s klikom, na katerega lahko donirate. Moram reči, da sem v 2 letih doslej dobil, priznam, 1 donacijo.
v višini 5 evrov. Tudi s tisto donacijo, za katero sem seveda zelo hvaležen, se še enkrat zahvaljujem. Od tega se ne da živeti, ne. Kljub temu, da bralci moji zvesti zelo pogosto rečete, da radi preberete moje članke, da so zelo dobro napisani in to mi godi. Moram reči, da kot piscu, kot avtorju mi te stvari zelo dobro denejo. Se zahvaljujem. Žal bom pa zdajle, moram vam sporočiti težko odločitev, da z današnjim dnem pač preneham z delom na spletni strani jeseničan.si. Hvala vsem, ki ste bili z mano ti 2 leti. Upam, da se kakšni drugi priliki še beremo, mogoče pridete pogledati kakšno predstavitev moje knjige, kaj podobnega. Žal se pa z Jeseničanom ne bi več, če povem pošteno, zapravljal časa, ne. Ker vse te pohvale, vse te stvari, ki mi jih izrečete, pač tega ne morem nesti v Mercator na blagajno, postaviti gor nekaj izdelkov in reči, mene moji bralci zelo pohvalijo, tako da hvala vsem, ki ste bili z mano. Če mi hočete narediti še zadnjo uslugo, je pa pač, da v komentarju pod tem posnetkom zapišete, kako ste spremljali moje delo, kaj si mislite o vsem tem in pač tudi, če bo prišlo do kakšne delitve, všečka, saj veste, kako gre to na spletu, bom vesel. Upam, da razumete tudi mojo pozicijo. V bistvu nimam več ničesar dodati. Jeseničani, face ste, hvala, ker ste me spremljali. Marko ima vas rad. Lep dan še naprej in čau. Da se še ugasniti ne znam.